Dobrodošli na prvem mislju tega jesenskega dela programa Startup Maribor. Torej, od zdaj naprej, torej vsakih 14 dni, v 4 delavnicah na tovarnih podjemov, potem zvečer vse tukaj mislim na povezano temo, ki je bila predhodno na delavnici. Torej, vsi, ker vidite nekaj novih obrazov, vsi, ki ste v mariborski podjetniški sceni, štartate podjetniške ideje, pa za sebe pričakujemo na tovarnih podjemov. Tam zadaj je naša ekipa, pomagajte. Paša Franka, Anja, Monika, Aleš, najvišji član naše ekipe. Tam zadaj Tadeja. Ok, super. Skratka, potem po samem dogodku je vezano tudi pivo, ki ga častni organizator, da v tem času izkoristite za vaše vprašanje, povezane z podjetniškimi idejami. Evo, da ne se dolgega voda. Danes smo na tovarni začeli z tako zelo poljubno delavnico na temo blockchaina. Matjaž je tako zelo enostavno razložil, kaj blockchain tehnologija je. Imeli smo tudi v igri naslov blockchain za telemane, kar je zelo simboliziralo sredino delavnice. Zdaj, ko ste vsi nekako na istem nivoju poznamo te osnove blockchaina, je pa ta večerni del na temo, da se čisto praktično pogovarjamo, kaj v praksi pomeni uporaba blockchaina, kje se uporablja, kje se ne uporablja. In z nami so 3 fantastični gostje. Matjaž že poznate, Tadej Stapnik je zdaj iz kabineta predsednika vlade presedlal v podjetniške vode, vodi podjetje Tovar, blockchain startup in pa Muhamed iz fakultete za elektrotehniko in računalniško informatiko, vodi novo ustanovljeno blockchain tvorbo Blockchain Lab na Mariborski fakulteti. In z njimi bi malo pripetali o samem blockchainu. Pripravite si vprašanja, jaz je kolegica pripravila 2 lista vprašanj, tako se lahko z mojimi vprašanji tukaj do jutri zjutraj. Verjamem pa, da imate kar sami nekaj vprašanj, zato ker aktivno dvignite roko, prekinite, če vas ne vidim, uporabite čim bolj mehke predmete, da jih držite tu naprej. Da vas oplatimo, da izkoristite ta čas tukaj, da izveste to, kar vas najbolj zanima. Pa mogoče za začetek prvi krog vprašanj. Muhamed, kako bi 10-letnemu otroku razložil pojem blockchain? Tam zadaj mikrofon. Da spet za svoje rekel. To je zdaj ponovitva na moje, da vse tisti, ki niste bili na Matjažu, Muhamed. 10-letnemu otroku. Ok. Imamo večje Lego kocke, premera 10 cm. Vsaka Lego figurica predstavlja določeno informacijo. Smo na rojstnem dnevu. Vsak od naših prijateljev ima isto število kock, kot jih imam jaz. In potem si vsak od mojih prijateljev za eno od tistih Lego kock misli, to je Superman. Vsi istega Supermana damo v tisto eno Lego kocko. In potem si nekdo reče, da pa imam Spidermana, Spiderman bo bil Superman. In vsi istega Spidermana da vsak v svojo Lego kocko. In ko napolnimo tisto kocko, vzamemo novo kocko, in si spet začnemo pogovarjati. Pa reče nekdo, Wonder Woman je boljša, jo da v kocko. In napolnimo to kocko, razložimo na tisto prvo kocko. To, če bi razlagali, se prednemo otroku vse. Gre predvsem za to, da imamo skupaj podatkov, ki so predvsem v obliki transakcij, kaj je različno od klasičnih podatkovnih baz, realizacijskih podatkovnih baz. Te transakcije, ki so dejanske informacije, se shranjujejo v tako imenovane skupke informacij, slovenski izraz. Žal se uporablja blok kot tak, in to so namajski blok, potem pač rečemo podatkovni blok. Ti bloki so povezani en z drugim, kriptografsko so popisani, zato ker vsak, ki je tvorec te informacije, to tudi kriptografsko popiše, dokaže s tem, da je on tvorec, zato ker je kriptografsko popisano, in si verjamejo in zaupajo, da to on, ki je podpisal,
In potem vsi, ki smo deležni od takšnega enega omrežja, ki imenujemo peer-to-peer omrežje, medsebojno omrežje, vsi dejansko informacijo repliciramo oziroma potvojimo, kar je tudi ena od teh slabih lastnosti te tehnologije, te globalne informacije. In seveda tukaj še odvada en mehanizem, ki se govorimo o različnih algoritmih vseh, kako v takšnem porazdeljenem okolju se da govoriti, kako si bomo zložili kocke na pravi način, da bomo vsi imeli zmeraj enake vrstni red in enako igračo v teh kockah. Čisto hvala za to super predstavljeno razlago. Vedno mi všeč, kdo pa hvalil kocke pri svoji razlagi, to me vrne za otroštvo. Pa me zanima še čisto poklicno, kako si ti pristal v blockchainu? Mene je pod blockchainu navedla v času mojega doktorata, saj sem doktorat delal z področja fotografije. In že takrat v letu 2011 se je začel govoriti o kriptografskih podatkovnih blokih in tako imenih blockchainih. Takrat me je preko Kjerega leta je bilo to? 2012 sem začel z doktoratom. Takrat sem tudi potem malo začel raziskovati, kaj to je, takrat je bilo zelo malo informacij na to temo. Ampak s letom in z vsakim letom študija, doktorskega študija sem tudi spremljal to, ker je bilo povezano z samo mojo temo raziskovanja, tako da tukaj je moja pot blockchain. Torej, potem tako, če se ti že 12 raziskovalo, to ni nekaj stotno novega, kar se je bilo lani, ker to že nekaj časa obstaja. Ja, zdaj ne bom rekel, da sem jaz to raziskoval, leta 2011 sem jaz spoznal, tudi začel potovati, kaj to je. Seveda pa takrat, tako rekel, čisto večina ljudi temu ni povajala veliko pozornosti, ki sem gledal to nič kaj tako revolucionarnega, ker se ni ceno teh kriptonarastov, ko ne mogo se, takrat smo seveda se vsi začeli bolj s tem ukvarjati. Tadej, vprašanje zate, bo čisto na začetek. Tadej pri 18 in Tadej danes, pri 18 letih in Tadej danes. Kaj si počel pri 18 in kaj počneš danes? Nič, šel v srednjo šolo, se ukvarjal z vodarstvom, zdravstvom, zdaj pa še enkrat počnem zakrat, da sem šel iz dela na vladi, delal v gospodarstvo, podjetništvo, seveda na področju področja ekonomije. Torej, poleg toga si vključil v Evropskem združenju, blockchain, to je še kako dediščina tvojega aktivnega delovanja še v času državnega sekretarja? Ja, res je, mi smo tam od 2015 začeli se resno pogovarjati s predstavniki takrat naših podjetij, že takrat je bilo kar nekaj na področju blockchaina, začeli delati skupaj, recimo iskati govore, kako pametne regulacije biti približno tako hitro, kot bi bilo potrebno, da bi ti projekti ne iskali svoje cilja zunaj pa Slovenije. In smo tudi naredili kar nekaj zavezništev, zdaj pa res, da smo tako hitro začeli sodelovati tudi na evropski ravni, z Evropsko komisijo, z njihovimi direktorati, tudi z drugimi evropskimi državami. Naj spomnim, da smo lani v Celju na Future se delali prvi evropski blockchain meetup z 11 držav na Evropsko komisijo, zelo tudi množično udeležbo. Bomo takrat naprej gradili ta zavezništva, ki smo jih 25. maja letos strnili v ustanovljene Evropski blockchain hub za sedežom v Ljubljanskem Petici Cityju. In res je, da v tem hubu seveda sodelujem kot predsednik svetovalnega odbora, da na nek način spajam ta dva svetova gospodarstva, podjetništva in na drugi strani država, predvsem Evropske komisije. Tukaj bolj podjetniška populacija, kako lahko nekdo, ki ima podjetja, razmišlja o podjetniški ideji, kaj je benefit sodelovanja, ali je sploh ta Evropska zveza koristna oziroma je to neko aktivno mesto v tej Evropski zvezi?
Zdaj, če bo točno ta Evropska zveza na stičišče, da imamo točno tisto, ki bo to se bo pokazal čas, je pa res, da je sam pristop tak, da se ne spostavlja neko klasično združenje, neka zbornica, neko reprezentativno telo, ampak se išče ta model spravi k sodelovanju stičišča, štiri ključne deležnike, to so države oziroma mesta, to so podjetja, to so preiskovalne inštitucije in to so različne civilno-družbene iniciative posamezniki, ker smo pripričani, da je to v primeru uvajanja blockchain tehnologij tako strani podjetij kot strani javnega sektorja ključno, da imaš ti za isto mizo vse štiri ključne deležnike, da se med sabo pogovarjajo, da se med sabo razumejo in da predvsem podjetja pospešujejo hitrost razmišljanja in reagiranja držav oziroma vlad. Kaj pa je, torej, če je raziskovalni sferi, če nekaj predstavlja raziskovalni sferi, na raziskovalni sferi je smo prišla ta tehnologija na zemljevid, grdo splošno za simboliko 2011, recimo leta, kdaj je prišla na zemljevid vladi kot blockchain tehnologija, da je ta vredna nekaj posebno, da se je ustanovila delovna skupina, pa kasneje blockchain think tank. Oktobra 2015 smo imeli en posvet, ki smo takrat predsednik vlade predlagal, da imamo na temo potencijala četrte industrijske revolucije narediti en nacionalni posvet, povabiti vse tovrstne deležnike, in smo jih prišli 70, in smo iskali predvsem odgovore, na katerih področjih imamo nekaj več priložnosti kot ostale države in je bilo praktično iz vseh raznih vladne strani poudarjeno, da če kje smo naprej, da smo na tem področju. Takrat smo prvič začeli prvič slišali, potem smo domačo nalogo naredili nekaj nas na vladi, da smo razbrali o tem, da smo se lahko sploh prvič sedeli skupaj, da sem z Igor Žagarjem potem januarja sedel, da sploh lahko začneš se pogovarjati, da znaš osnovno vprašanja postaviti. In tako se je potem začelo. Vemo, da je potem 2017 junija smo naredili izobraževanje v ABC posluševalniku, isti večer ni tam slovenski v mitrovskem Ksevtu takrat in tako naprej, tako da tam nekje. Bil je pa ta razlog, da smo iskali pozicijo Slovenije v tej privezujočem vsej razlog. Matjaž, še vprašanje zadnje, torej kje bi Matjaž Zlak 18 in kaj se počne danes? Ja, Matjaž Zlak 18 je definitivno v srednji šoli, ampak pač takrat je bil navdušenec nad mogoče temu nekimi novimi ali pa manj obskurnimi informacijskimi tehnologijami. Pa sem imel mogoče res srečo, ker sem dobro ne pa 18, ampak bolj pred 19 pa 20, sem pa res že bolj po nesreč se spoznal z internetom, ki zadeva izgleda približno tako, da bi še predreda ti, a bi ti postavil vašo spletno stran, ker bi pa ravno spletno stran. Moj gor spletna stran, ja, okej, pa bomo, ne. Mislim, da to je bila ne številka 7 ali 8 v Sloveniji spletna stran. In te pri blockchainu zdaj je pa tudi zelo podobno, sem nekaj padel vanga, v smislu variantov poklicev ti, a kaj pa če bi tle mi nekaj naredili, ne? Pa spet se je začel z, kaj pa je to, ne? Aha, okej, v redu, da je to bilo drugo tretje in pač moram reči, da me danes zelo navdušuje, ker mislim, da ne vem, če bi še imel, oziroma najprej se nikoli nisem predstavljal, da bom kot Slovenc lahko v neki po moje tako pomembni tehnologiji oziroma konceptu, kot je blockchain za prihodnost, bil tako na začetku zraven, osebno, ker se to dela, ne, pač če spet vlečem primerjavo z internetom, ker je bil zraven v ekipi, ker je TCP/IP izvorno. Zdaj, ko si rekel, torej privilegij, da si v bistvu v tem času prostoru praktično si delo, ko se taka pogledno nova prevodna tehnologija ustvarja, pa v bistvu še že res zakuje.
Kako pa vi z različnih različnih sfer ocenjujete eno tako splošno razgledanost in sposobnost ljudi, poslovnežev o blockchainu? Kako poznamo to abecedo, da bomo lahko s pridom uporabljali od 1 do 5? Mislim, ta ocena mora biti relativna. Pač v Sloveniji v danem trenutku glede na razširjenost sploh zadeve, jo poznamo med 4 in 5. Pač v Sloveniji smo zelo izobraženi, tako rečemo, oziroma je zavedanje okrog blockchaina zelo široko. To sem imel prej na predavanju, to zadnji slajd, je bilo, da že, to je zdaj že skoraj eno leto nazaj, raziskava, da v Sloveniji recimo je za kriptovalute, torej konec leta 17, slišali približno 60 ali skoraj 70% ljudi že. Kar je tako v Evropi kot globalno zelo nadpovprečno, sploh pa, recimo, ko je bil internet v tej dobi razvoja, pa ne vem, če je tistih 5% ljudi recimo že slišalo znamo. Tako da tle je zdaj, se definitivno vidi, da je ta pretok informacij pa awareness veliko večji. Ja, zagotovo tudi zaradi pač vsega finančnega efekta, kak je zadeva vrede. Zdaj, da bomo izvrhali takšno to vprašanje. Ja, jaz sem to vprašal teritorijalno, kje, in se strinjam z Matjažem, v Sloveniji je tega zavedanja pa znanja primerjalno z ostalimi državami ogromno. Čist primer, prejšnji teden je bilo prvič na ravni OECD-a v Parizu policy forum o potenciali blockchaina in se bo 96 držav, 700 udeležencev in v veliki meri predstavniki gospodarstva držav bi na enih 5-10%, če se potrimo zdaj. Predstavniki seveda Slovenije smo bili pa frontrunnerji tako na tem, kaj smo že naredili, koliko dobrega, koliko priložnic izpustili, tudi tega je bilo veliko nažalost, tu smo šlo naprej. Tako je pa res, da pa država kot Francija, Nemčija, pa tako dohajajo in ne na tehnologijo odslova. Če bi zdaj bomo omenjati evropsko državo, ki pa je tako super vzor, kar se tiče blockchaina, katera bi bila številka 1 Slovenija. To je zelo Malta, veliko kjer zastavlja, čeprav zopet na način, da res efektivno privabi velika podjetja, velike investitorje, tako, koliko to dolgoročno državno vprašanje. Švica ni veliko, tako. Bi rekel tu, da pričakujem sam, da bo Francija, da je dobro ne bi dali ta paket rešitev, mislim, da se bo postavila, da je v tem težko ujeti, ampak da bo zelo dobro na pametno slediti. Hvala. Koliko procentov študentov sanja o svojem ICO-ju in blockchain projektu? 9 od 10? Mislim, da 10 mislim pa sami vseh 10, tako naj si v uspešnem projektu, ampak ne, mislim, da relativno variantno gledano, recimo vsaj začelnic, kaj sem jaz videl, ko sem tudi predaval tematiko študentom, in rekel, kaj 50% je kar dobro poznalo tehnologijo, rekel, relativno dobro, 20% bo prvič, ko so slišali, 20% pa tako, ko so res zelo dobro znali, so me tudi dohitevali z vsemi razlagami, ki sem jih predaval. Sam pa hoči, če se vrnem na konkretno prejšnjo vprašanje za Slovenijo. Pri Sloveniji je ta pojav, da Slovenci imamo zelo visoko izobražene prebivalce. Sploh smo vsi izobraženi in tudi imamo to izobraženi, imamo ta čut za samo inicijativo. Zato je tudi v Sloveniji toliko teh startupov. In ta sama inicijativa in ta visoko izobraženost, mislim, da je posledica tudi temu, da toliko ljudi tudi pozna to novo tehnologijo kot blockchain. Sam pa ne mislim, da sem zdaj nekakšen poznavalec pri blockchain tehnologije, ampak vseeno pa mislim, da večina ljudi pozna, kaj ta tehnologija je, ampak tisto res poznavanje, recimo to, kaj je potrebno, recimo tako, da ta delavnica bila enodnevno učenje, kaj to je, oziroma spoznavanje, takih nam ni dosti.
vsi so slišali za blockchain približno, vedo o čem se gre, ampak konkretno pa niso znali, ne vedo, kaj dejansko se dogaja, kaj to je tehnologija, kaj so pametne tehnologije, kaj so adapti. Vse te besede so slišali, ne vedo pa točno, kako je to povezano eno z drugim in tako naprej. Je pa seveda smo pa v spredju, mislim, da je predvsem težava. Torej, po mojem mnenju, v bistvu še več tega ozaveščanja izobraževanja potrebno, da bo se v bistvu osnovna skupnost še bolj prežela za vedenje o tej tehnologiji, o priložnosti o tej tehnologiji. Mislim, da ni potrebno, splošno javnost se že dovolj izobraženo, kaj se tiče tega, vsaj po mojem mnenju. Tudi za mikrofonoma ne rabimo vsi vedeti, kako funkcionira. Važno je, da znamo uporabljati. In slovenska javnost je trudno v stanju, da ve, kaj je blockchain, če ga bo uporabljala, bo približno vedela, kaj je, dovolj, da bo razumela, kaj je. Tisti, ko bo pa hteli se s tem ukvarjati, oni bo pa vsekakor potrebovali dodatno znanje in tisti, ki ti želiš, in bo pravi smer. Ok, super. Zdaj, če pogledamo malo, imate kako vprašanje na tej točki? Super, izvolim. Kaj ne bi bila boljša razlaga, zakaj vsi poznajo blockchain, to, da je elektrika v študentskih domovih zastonj? In da je pač majhnanje maksimalno profitabilno in da je precej študentov že leta 2010 se znalo nastaviti grafične, tudi ko še najsrečne biti. Ja, mogoče ena anekdota. Meni je v zadnjih 3 mesecih prišlo okrog 20 študentov za zaključno temo, torej diplomsko ali magistersko, na temo blockchain. Vsakega sem vprašal, zakaj. Od teh 20 jih je 15 reklo, da se že ukvarja z dogajanjem, tako da verjetno drži to, kaj si povedal. Zdaj pa, ja, je to poceni elektrika, spet samo iniciativnost, pač, ne vem, ampak zelo veliko študentov dejansko dogaja. Ok, zdaj v bistvu malo pogledamo trg blockchain tehnologiji, svetovni trg kar tak eksponentno raste, ali pa se napoveduje ta rast. Kako bi torej vi komentirali, je to nek trend, ki se bo tako eksponentni rasti tudi nadaljeval? Ali je to v bistvu zdaj projekcija, ki je narejena v nekem 2016-2017, ali pa se bodo priložnosti tu malo ohladile, umirile? Jaz na hitro, jaz mislim, da trend se bo nadaljeval, ne v teh ICO smeri, ampak dejanskih use casih, to je to. Se tudi strinjam, res se kaže resno pripravljeno že v podjetji, da same začenjajo investirati tudi Evropska komisija, ki je napovedala samo na Horizonu 2020, mislim, 300 milijonov v novi finančni perspektivi, nekaj milijard, tako da jaz mislim, da bo ta trend šel, če bo pa tudi shodil, pa bomo videli, ampak mislim, da strinjam, da če bi to primerjali z grafom pico projektov, da se bo to podobno, da je prijica, ki je v bistvu največji vprašanje, kot se to nadaljuje. Torej, tu je neka razlika, ki jo je potrebno podati, da pač priložnosti v blockchainu niso enake priložnosti v izah. Ja, seveda, to je zelo pomembno. Vse zavedanje na blockchain je veliko več kot sodicati. In tudi veliko več kot Bitcoin in veliko več kot Ether in vse te stvari, ki se zdaj noter dogajajo. Blockchain je kot koncept oziroma kot tehnologija pač prinaša na neki novi. Zaradi tega je prostora za rast je še ogromno. Ja, jaz pričakujem tle rast uporabe te tehnologije in konceptov. Zdaj, to nikakor ne pomeni, da tudi rast cene kriptovalut ali količine izotov ali vse teh stvari. To so pač eksperimenti uporabe te nove tehnologije, zdaj, kateri se bodo na dolgi rok izkazali kot dobri, kateri se bodo na dolgi rok izkazali kot brez veze, to bo pa čas pokazal. Zdaj, kako se v bistvu razlagate, da kako se ne razložimo na nek način paradoks, v bistvu blockchain tehnologije se najprej začela uporabljati v kriptovalutah. Potem pa je v bistvu po nekaterih podatkih
bistvu svetovne analize, da v bistvu so banke začele masovno v bistvu skakovati torej blockchain tehnologijo kot v bistvu poslovno prihodnost. Banke, zakaj sprašujemo paradoksu, zato ker so pač banke tradicionalno najbolj konzervativne institucije in zgodovinsko gledano, so v bistvu bile tiste, ki so ta zadnje adaptirale neke tehnologije. Kako se razlagate to, da so v bistvu ene izmed bolj aktivnih zdaj na tem področju, ko se tiče blockchaina? Ja, moj komentar oziroma moje mnenje, pa vse ko ste še kolega povedala, zakaj je Bitcoin oziroma kot ta kriptovaluta začel? Vse ni bil, tehnološko so bile druge stvari prej. Bitcoin je samo, Bitcoin je v bistvu eden od primerov uporabe, ki zdaj na tej fazi, kot je, se je izkazal vsaj v enem obdobju kot zanimiv in uporaben. Vsekakor je tudi odgovarjal na eno situacijo, na en izziv, ki ga je človeštvo imelo, ker je omogočal malo bolj svobodno, malo morda manj nadzorovano prenašanje vrednosti. Ker banke so mogoče na trenutke malo preveč ukalujejo, kakšne zadeve. Zakaj pa banke v to investirajo? Po moje iz istega razloga, kot vsako pametno podjetje investira v vse zanimive tehnologije. Zato, da če se tukaj kaj konkretnega izkaže za zares uporabno, ne bom jaz edini bedak, ki o tem nič ne vem. Se zdi to, da 90% bank investira in on blockchain. Ja, ampak kaj? Nobena od bank še ni zdaj svoje produkcijskega okolja zamenjala z blockchain. Tu pa da delajo pilote, da preizkušajo stvari, jaz mislim, da je pa to edino pametno. In v bistvu samo firme, ki res ne vejo, kako se inovira, bi za eno tako tehnologijo rekli, da da jih drugi sprobajo, pa bolj nekaj širo. Pa boš pa zadnji to potrebno. Ne vse banke, tudi banke, je tudi tako. To tehnologijo sprejeli žal več na slovenskih, tudi sicer, tudi se mi zdi, da je veliko kritiziranja, veliko velikih, tu je vprašanje, do katere mere bodo to znanje pa to moč, ki ga imajo uporabljene, jaz se pa se ne nadjažem, tisti, ki pa želijo biti tudi naprej, pa to tehnologijo preprosto morajo imeti. V drugem delu bi pa tisto, kako se iz finančnega sektorja uporaba blockchaina potem šla na toliko različnih vertikal, je pa čist tako, kot se verjetno vsakmo, ko se spozna z blockchainom, z tem, kaj teoretično lahko omogoča, pa če pozna potem svojo poslovno delovanje, začne sam tega razmišljanja, da bi bilo ogromno, iskati aplikativno vrednost, to se je zgodilo, tudi se mi zdi, da najbolj simpatičen del te tehnologije, da so praktično uporabniki v različnih področjih, da finančne resnice preparali na praktično vsako področje. Kako bi najbolj enostavno opisal, pa to bi za vse posel, ključno uporabno vrednost blockchaina? Zakaj je tako privlačna tehnologija, da se splača z njo igrati in razmišljati o njej kot možni nadgradnji svojega poslovanja, delovanja, poslovnega modela? Kaj je tako zelo pa enostavno povedano tisti, zakaj je potrebno vzeti blockchain? Zdaj, moje mišljenje je, da pravi primer uporabe tehnologije bližine preko blockchain je takrat, ko imamo porazdeljeno okolje, torej to mrežno okolje, digitalno okolje, katerem živimo, okolje, v katerem sodelujemo s potencialnimi sodeležniki ali partnerji, s katerimi si ne zaupamo popolnoma
In potrebujemo mehanizem, ki nam bo omogočal poslovanje, ki bo kljub temu, da smo porazdeljeni globalno in poslujemo preko digitalnih omrežij, da nam bo omogočal, da kljub temu, da si lahko zaupamo in kljub temu rekel učinkovito poslujemo. Torej, to so imenovana javna omrežja. In jaz mislim, da je to edini pravi in najboljši primer tehnologije, tehnologije blockchain, če samo pametne pogodbe itd. Seveda pa to niso edini. Zato, ker vidimo, da ljudje oziroma organizacije predlagajo razne rešitve, privatna blockchain omrežja, konzorcijska blockchain omrežja, ki vprašanje, če so smiselna. Podjetje, organizacija, korporacija, ki ima recimo 2 ali 3 podružnice in znotraj tega naredi blockchain rešitev za to, da se razdeli dokumentno bazo, vprašanje, da to naredi smiselno, če sploh razumela, kaj dela. Tako da implementacije različnih in uprave te tehnologije je, pa dejansko pa zakaj, kdaj jih upravi, pa je to resno na začetku govoriti. Se strinjam protokol zaupanja, pravi, da funkcionira lahko vsem deležnikom in tudi to, kar si sicer ljudje zelo težko, tudi če se dolgo poslujemo, ne moramo spostaviti tega prepotrebnega zaupanja pri poslovanju. Pravi, če je to zagotovljeno, potem je veliko hitreje, veliko varneje, mogoče to početi na prvem mestu. Na drugem mestu zagotovo to, da nam omogoča prenašati vrednosti po internetu, ne samo informacije, kot je to počel internet, to je potem ta, smo rekel, multifunkcijska uporaba na vseh gospodarskih področjih. In tretjo, da lahko zelo pohitri procese upravljanja v podjetju, v javnem sektorju in da pri tem izloča to uspešno neke posrednike, ki so v teh upravljanskih funkcijah ponovadi pobirali prevelike deleže in zaradi tega zelo močno vpliva na to, da je sama storitev, pa same transakcije so potem bistveno cenejše in bistveno hitrejše. Hvala. Še kaj žal? Ja, pač res se navežem na to, kar je tudi na koncu povedal, da pač smo kot družba, ko smo potrebovali zaupanje, ko smo prenašali vrednost, edini način zdaj, ki smo ga imeli, je tam, da smo to zaupanje prenesli do nekoga tretjega in vsi vemo, da pač se je to prepogosto izrodilo v neoptimalno situacijo. In tukaj pač enostavno to več ni potrebno. Zdaj pač lahko ta tehnologija oziroma ta pristop omogoči, da tega tretjega ne rabimo več. In jaz mislim, da glavna vrednost je pač v tej odstranitvi potrebe po nekom ukrepu. Koliko si gledalca, Martin, vprašanje, Martin, izvolj, mikrofon počakaj. Kontra vprašanje, kaj pa po mnenju vaših največja slabost, pa potem konkretno ena izmed slabosti je stabilnost. Katera rešitev stabilnosti po vašem mnenju najbolj verjetna? Zdaj se govorijo, da bo sharding, plazma, ne vem kaj se. Se pravi, prvo vprašanje, katere je po vašem mnenju dejansko največja slabost, pa drugo komentar za to eno izmed slabost. Mislim, jaz si pač vse te porodne težave in kritične težave, ki jih zdaj ima in še eno slabost, to je pač normalno stanje mladosti tehnologije. Tudi zdaj, če bi mogel neko slabost, ki jo blockchain zdaj ima v tem trenutku, je najbolj ves hype, ki se je zgodil okrog celotnega ekosistema, ki ga v tem trenutku bremza. Problem je tem, da je blockchain zaradi aberacij takih drugačnih ali pa tudi zaradi napačnih pričakovanj, ki so bila ustvarjena okrog njega, zdaj v tem trenutku, ki so pač glede na evolucijo povsem napačna, je zdaj postal sinonim za nekaj slabega. Večinoma ljudje, če jih na cesti vprašaš, kaj pa blockchain, pa Bitcoin, pa to, boš slišal, to je pa golfija, večinoma slabe stvari.
In mislim, da to je trenutno največji minus, ki ga ta ekosistem ima. Ja, jaz bom izpostavil energetsko potratnost, počasnost, pravi tudi povezano problem stabilnosti. V podjetju Torrek hočemo govoriti zaključno z novim protokolom, prostek protokolom, ki bo v tem primeru bistveno hitrejši, bistveno bolj stabilen izmed energetske neutralnosti. Jaz gotovo eden izmed teh, ki lahko predstavlja prihodnost, ki bo to največje ovire se tudi odpravila in pa edini. Dodal bi še, da pri splošnem, ne samo pri tehnologiji, en velikih ovir je tudi to, da se na regulatornem področju, pa ne samo regulirana kriptovalut, ampak predvsem tudi same tehnologije počasi, jo bo potrebno vendarle začeti v te mere razumeti, da bomo znali standardizirati in tako narediti res uporabno, da tudi to poteka prepočasi, to se tudi ugotavlja širše, da je tu ta zelo precejšnja, ampak tu ni odvisno samo tehnologija. Vprašanje samo, nekaj stvari predstavljeno vladom, ali me zanima, katero smer želite pri regulaciji? Jaz sem še bil na vladi, da sem si trudil, da sem se trudil, da bi tako imenovano pametno regulacijo, da bi čim manj zakonov samo zaradi tistega trenutka, v tisti fazi, kot je bila uporaba tehnologije takrat spreminjali, ker smo vedeli, da se bo tako hitro spreminjala, da ena novela zakona v Sloveniji terja še 6 mesecev vsaj časa, da spreminjaš tehnologija, da se spreminjati hitreje. Najprej smo to. Potem smo želeli izpostaviti za to prvih 5 let razvoja, nekaj vrste status sandboxa v naši državi, se pravi nek status, kjer bodo ta podjetja, ki eksperimentirajo, v enem delu oproščena strani regulatorja tistega strogega prijema in na drugi strani omogočala državi, da bo sploh razumela, s kako regulacijo da bi noter. Imate, da ste imeli 15. septembra, da ste imeli ministrstvo konov internet. Zakaj tega ne regulirati, na primer, v Amerika predstavlja, da je to, da zapade pod zakon o vrednosti pokrižnih, na primer. Ker mene predvsem nekaj, tu predvsem uči, ne? Bi dali mikrofon v svoje kupone, ne? Za kakšno resnično upravičenje? Čisto tako gledamo, dobim kakšna smo udeležen na križku. Imam pravico namenjeno na drugim sektorju. Vemo, da pri uporabniškem načrtovanju tega ni. Vemo, da so prizadevanja tudi podjetnikov, da bi šli na področje tudi security tokenov. Kar smo uspeli povedati je, da smo na primeru enega podjetja, to bo podjetje DataFound, naredili pilotni primer, ker smo s vsemi regulatorji šli tako daleč, da je potem lani oktobra za podjetje tudi po lastnem zelo zelo angažmaju tudi sicer svojih svetovalcev na odvetniškem delu se odločili potem projekt narediti Slovenije. Se pravi, da nismo se odločili tako kot Magda, da nek paket zakonodaje pripravi. Tudi moram povedati, da če poskusili tisti, ki smo zagovarjali to smer, ne bi bili uspešni, ker je bilo ogromno nerazumevanja, ogromno tudi nepoznavanja, ni bilo toliko drznosti, kot bi bilo toliko potrebno in tudi ni bilo znanja. Tako da jaz zdaj trenutno, če pogledam, vidim, na koncu, kar se bi pa zgodilo, tudi Malti sem sleko prej, tudi Franciji, kateri sem omenjal, da bo ključni odgovor dala vendarle Evropska unija, da imamo Evropski enotni trg in ti posamični, hitri koraki posamičnih držav lahko dajo mogoče prednost 3, 5, 6 mesecev, ali pa ogromno glavo bolj v tistim podjetjem, ki bodo skupaj z državami v primeru, da se kakšna napaka na ciljno povijo potem povrli. Tako da mislim, da tu jaz osebno nisem zadovoljen, mislim, da bomo imeli več, predvsem bi mogli regulatorji še aktivno, bolj proaktivno pristopiti, naprimer, mi smo
Veste, da je Blockchain Think Tank izdal pico smernice konec marca, vlada se je z njimi seznanila, regulatorji, na primer, se niso ugotovili drugih sploh. Se pravi, v primerjavi z švicarskimi, ki so jih pa sami napisali. Se pravi, da je tu se je igrala neka taka igra, ki ni bila do te mere speljana, da bi vse je zadovoljno, mislim, tudi večji del naše podjetniške skupnosti tukaj. Kako bo naprej, jaz upam, da bo šla Evropska unija to drzno naprej kot gre, upam, da bo tudi slovenska vlada nova, ko bo se s tem zagrabila, pa da bo nov finančni minister imel do tega področja drugačen pogled, pa zdaj že Kako mnenje centralne banke Evropske? Kako? Mnenje Evropske centralne banke, ker določeni potem komuniki želijo, da bo kriptovaluta, da bi bila fiat, ne? Zdaj, mi smo imeli danes... Mnenje, mene bi sem zanima. Končni fakt je, če se bi to regulira v tej smeri, ker imajo določeni predstavniki to mnenje, bi jaz dal privatnemu subjektu pravico do tiskanja denarja. In to bi lahko imelo za finančni sistem porazne posledice. Veste, kaj je Evropska centralna banka rekla Estoncem, ko so napovedali, da bodo svojo digitalno valuto izdali, da se je dobili, da so mogli zdaj potegnati. Mi smo imeli eno izmed debat lansko leto, decembra, na kateri je predstavnik Slovenske banke Slovenije in je povedal, da imajo znotraj ECB-ja pilotni projekt priprave digitalne evropske valute. Tako da, podobno kot smo se prej za banke pogovarjali, raziskujejo, pripravljajo. Če bodo ugotovili, da bo zadeva prišla tako daleč, absolutno jaz mislim, da bo enotna evropska valuta pripravljena in da se ne bo vršilo po predvsem v tem delu, kjer imamo države evro, da vsaka država izdala svoje. Mora pa do tega priti, to prihaja tudi po eni strani s tem, kako se podjetje, kako se projekti razvijajo, kako se hype postavlja ali pa ne, in kako se ta prava regulacija dejansko dela, nekaj, da se samo spremlja in potem, ko regulatorji dobijo neki pogled, začnejo bolj po ne za nazaj ali da se proti zadevo postavljati, ne pa da bi neke proaktivne regulative se pripravljali, da tu nekaj smo. Lahko reči mogoče vprašanje, oziroma tvoj pogled Martinovega vprašanja o slabostih pa negativnih elementih tehnologije. Zdaj, te slabosti, te je kar nekaj, razširljivosti vsekakor. Jaz pa mislim, da je ena od prednosti te tehnologije, hkrati tudi njena slabost. In to je nespremenljivost, nemožnost brisanja podatkov. In mi že zdaj imamo težavo, recimo pač tisti, ki smo recimo vključeni v ta protokol, kakorkoli podarja, da imamo te valute, smo dejansko že prekrško, je v protokolu oziroma v sami verigi podatkov so že vsebine, ki so ilegalne, torej pornografske slike, torej kdorkoli je trenutno udar in udari, ima otroško pornografijo dejansko shranjeno v svojih bazi podatkov oziroma teh verigah podatkov. In to se seveda ne da zbrisati. To, da se ti podatki ne da zbrisati, je seveda prednost, zaradi tega imamo to tehnologijo, ampak je pa tudi hkrati njena slabost. Prvič, GDPR-a, torej splošne uredbe za varstvo podatkov, kako bo ta tehnologija odgovorila na zahteve GDPR-a. Že zdaj vemo, da različna podjetja, organizacije, banke se dejansko bojijo tega, od 1. maja izstopilo to in strahujejo, če imajo vse pod kontrolo. Dejansko pa se vsi sprenevedamo, da blockchain tehnologija pa je prerogativ, je preko nima spora z GDPR-om, pa dejansko pa ima in to je še potrebno rešiti. Razširljivost kot taka je tehnična težava, ki jo rešuje različne platforme. Jaz bi predvsem izpostavil to, da tu se vidi eno od teh nespecifičnih znanj splošne populacije. Tukaj je manj tudi našteval, so izboljšave, ki protokoli termini predlagajo, torej sharding, state channel, CTD. Mi pa poznamo različne platforme, tako Stola Hashnet to svoje dal, imamo Neo, imamo Hashgraph, imamo Yoto, imamo različne platforme, ki so temeljijo na različnih podatkovnih strukturah in rešujejo na različne načine to težavo z razširljivostjo.
Ampak v primeru, da rešijo to težavo z razširljivostjo, pa so si recimo omejile neko prednost, ki pa jo druga platforma ima. In tukaj je vedno za iskanje tega trade-offa, torej tisti, kaj lahko platforma ponudi in kaj lahko naredi z razširljivostjo. Torej poznamo zelo učinkovite platforme, ki pa ne ponujajo toliko kot mogoče tiste, ki so manj učinkovite in ne ponujajo toliko tistih prednosti, ki jih te manj učinkovite ponujajo, tako kot je recimo Bitcoin. Proof of work je super protokol, oziroma Proof of work je super algoritem razdeljenega soglasja, boljše ne more biti za popolno soglasje. Njegova slabost pa se ta energetska neučinkovitost. In zdaj iščemo pač druge načine, kot je Proof of stake, ki pa ni več popolno, ne ustvarja popolne porazdeljenega soglasja, ampak rešuje pa to težavo z neučinkovitostjo. In torej, zdaj se cel čas velikamo za to smeri, da iščemo zdaj neko sredino med učinkovitostjo in še vedno samo, recimo, prednosti oziroma plusi tehnologije kot take. Tako da, v naslednjih 5 letih mislim, da vsi pričakujemo različne nove platforme, ki bodo na različne načine reševali in analitična podjetja Gartner, ki ga mogoče poznate, je samo reklo, da med tistimi, ki bodo na koncu zmagale, ne bo dobeno od teh, da bo ena, ko se tisto sploh še ni pojavilo. Recimo, da njihov pridelanje. Ima tisto fake novica o pornografiji v verigi. Ne, dejansko... Jaz sem bral, da dejansko, ko se je pojavilo, da naj bi prišlo eno, potem čez 2 dni preklical. Ne, dejansko so v univerzi, mislim, da Bern ali pa nove, ne univerze, raziskovalci, dejansko uspeli tudi objaviti članek, kjer je točno predstavljeno, da so to ti podatki so. Zakaj so potem uvrli to je, da tega podatka enostavno ne morete prebrati. Ta podatek slika ni, da ni prevedena iz velikih blokov, ampak je porazdeljena po različnih transakcijah. Ampak, če ste vi hranite eno sliko razrezano v žepu, kar lahko sestavite, ste še vedno prekršili. Zgolj morate tam sestaviti, zato da načeloma ni, ne morate jih razrezati. Zdaj bi mogoče vprašal tole, glede na to, da blockchain, da to je ena zelo malo rečna zadeva. Vsak ima kar svoj platform, vmes so nekaj zadeve, lani bil Ethereum hit. Včeraj sem ravno bral, da Ethereum tako gre tako dol, da v bistvu zelo malo ljudi pozitivnih glede njega, ki bo zamenjali novejše tehnologije. Zdaj v nekem resnem okolju, gre pa se pa res, da je tehnologija vzdržna ne 1 leto, ali pa 2 leti, ampak 10 let, 20. Recimo, ki delamo v nekem bančnem sektorju in podobno. Pa kaj samo zagotovim, da bo čez 10 let še ista stvar vedno. Ne glede na to, kakšen algoritem sem pred 10 let zbral, vedno še vedno pokrene. Govorim jaz? Ja, moj odgovor je ta, da smo pred istim vprašanjem s kolegi pred 2 dnevoma, ko smo našo platformo razmišljali, kam jo postaviti. Če jo postaviš na Ethereum, super, trenutno deluje, kdo ti garantira, da bo čez 10 let še Ethereum obstaja. Če jo postaviš na neko konzorcijsko omrežje, potem si v prekršku z popolno decentralizacijo. Konzorcijsko omrežje nisi nikoli bolj decentralizirano. Tako da, odgovor je, da če želite biti 100%, da platforma bo obstajala, da podatki bo razmerja obstajali, potem se boste morali zagotoviti vi to varnost, tako da ste sami morali zgraditi to omrežje, ki bo konzorcijsko omrežje, ki bo forkan Ethereum ali Hyperledger ali karkoli si pač želite, kaj bo seveda vam primerno, in boste vi potem imeli kontrolo na tem, oziroma vi vaši partneri. Takrat pač zagotovite vi, kako ga bo želeli. Ampak ste v prekršku s tem, če pa imate potrebo po popolni decentralizaciji, potem to seveda ne pride poštevati. Tako da, žal tu ni nobenega, kar moje mišljenje, osebno mišljenje pa je, da tudi če vrednost Ethereum upade na $50, neko vrednost delnic ni to preko, te kovanca ni to pomembna, mrežje je preko toliko veliko in platforma kot taka je preko toliko community-ja ima od zadaj, da bo kljub temu preživela. Jaz bi dodal tudi, da je na ravni EU-ja, so aprila letos evropske države sklenile eno deklaracijo, ker so se zavezale gradnji evropske blockchain infrastrukture. In jaz tu vidim, da se bo
po eni strani kopiralo to, kar se sproti nastaja in spreminja in se postavilo nekaj sistemskega. To se dogaja, na primer, v enem prvem takih raziskovalno-razvojnih konzorcijev ERIC, se imenuje tudi Slovenija z Malto v Nemčijo. Tam se bo na primer naredila infrastruktura za beleženje avtorskih pravic glasbenikov in neposredno plačevanje tudi njihovih avtorskih pravic direktno. Na primer, tam se išče rešitev, ki bo taka, v kateri govorite vi, ki bo trajna, ki bo sistemska, in v tem primeru tudi javni glas, tako držav članic Evropske unije. Ne bo pa edina, tu v enem delu jaz še pa tudi to. Jaz sem tukaj zdaj dovolj biti malo filozofski, pa bom pač izpostavil ta problem. Na eni strani si želimo, katera povsem odprta, distribuirana tehnologija bo obstajala čez 10 let. Kdo mi garantira, da odprta, distribuirana, brez centralnega lastnika bo čez 10 let? Ja, nihče. Ker čim imam nekoga, ki mi garantira, da bo, potem ni več odprta, distribuirana in vse te igrice. Ker pač ne more biti, ker je v lasti, ker samo če je v absolutni moji lasti, potem je lahko nekaj zagotavljal, pač, kot sta kolega rekel. Jaz mislim, da tle, kar imamo, je igra verjetnosti. Gre za standardizacijo. Primer, SQL 92, ne? Ja. Če danes funkcionira, lahko z baze bereš, normalno, ne? Ja. Če bomo čez 10 let še vedno lahko iz istih blokov prebrali stvari ven, ne? Ja. Če pa ta del, ne? Ja. Bom rekel, samo če bodo veljala ista motivacija, kot da še vedno vsi z SQL 92 podpirajo in da imajo ker dovolj ljudi uporabljajo, se nam bo splača, potem bo tle enako. Gre za to, ne? Blockchain po osnovi ima revizijsko svet, ne? Ja. To je prej ste govorili o bankah, ne? To je tipična stvar, ki jo banke rabijo, ne? Da. Revizijska svet. In revizijska svet ti nič ne pomaga, če moš brati. Gre pa si tudi, recimo, tipičen primer pri blockchainu, ne? Mene je dolgo časa zanimalo, kako shranjevati v blockchain podatke. En pošten informacijski sistem ima razen pač potrditev transakcij, še kontekstualne podatke, ne šifrante in podobno. Kako jaz zagotovim, da vsi šifranti grejo pravilno v bazo? Šifrantov ne boš dal v blockchain. To so v bistvu, vsi govorijo, da imaš ekstra podatkov na bazo, v blockchainu filaš samo transakcije. Če nimaš v bistvu povezane baze, ker imaš te kontekstualne podatke, je to blockchain praktično veliko manj vreden. Vsi tudi govorijo, da v blockchain teh stvari ne bi dajal, to je polno podatkov. Ja. Zdaj pač, a govorimo o javnih blockchainih kot instancah ali blockchainu kot tehnologiji? Blockchainu kot tehnologiji. Blockchain kot tehnologija je pač lahko dela kakor hočeš, ne? Zdaj pač tukaj boš uporabil. In če imaš ti absolutno kontrolno nad njim, potem bo delal to, kar ti želiš in bo čez 10 let delal še vedno isto, kar ti želiš. Ali na nek konzorcij, podjetij, organizaciji želi. Je res. Sam blockchain v takem primeru predstavlja samo fragment informacijskega sistema. To je tisti del, ki mora biti fizično nespremenljiv. Ja. Obstaja pa še en del, tisti del šifrantov in ostalih stvari, ki pa dejansko se navezuje. Te informacije so tudi shranjene kot reference v blockchainu. Razumem, pač pogovarjamo se o arhitekturi sistemov. Tako, ne. Se bojim, da ne bo v tem momentu tega rešila, ker isto vprašanje kot svet pravimo. V vsakem sistemu. Po moje je absolutno prezgodaj za tak odgovor. Ja. Zakaj vemo, da nek sistem funkcionira? Jaz zato, ker zadnjih 20 let že funkcionira. Čez 20 let bomo dali znati na to odgovori. Poskusov bo veliko, eni bojo uspešni, drugi pa malo manj. In zdajle, kako lahko zdajle zagotovim, da ne moč? Ne moč, po moje. Bom rekel, če tehnikom če znajo, jaz nisem tehnik. Zdaj vsak dejansko, bom rekel, implementira, ne? Se gre v neko standardizacijo tega. Bom rekel, če se standard postavi, potem bo vsi poskušali. Se še nismo v času standardizacije. Nismo načeli. Mogoče še malo govor za SQL standard. Pač SQL je čisto poizvani jezik
Kljub temu se pa vsi vendorji, te podatkovnih baz, Oracle, MySQL, kdorkoli, ne držijo tega standarda popolnoma, pač implementirajo vedno svoje dodatne funkcije, ki niso po standardu, ne? In ne morate vedno kar prenesti podatkovne baze iz enega vendorja na drugega. Drugi odgovor je ta, da podatki, če so v blockchainu, se ne morejo zbrisati. Ko ste zmeraj imeli mehanizem, kako te podatke prebrati, tudi če ne boste šli korak naprej. Tako kot danes poznamo pač te stare kasete, ko smo imeli pač, ko si lahko zasničili v Benutalo, če ste si srani pač tisti radio stari, pač imate možnost prebrati te podatke, če se sploh dobro razumemo. Kaj se tiče tega off-on-chain principa, blockchain je seveda nišen za transakcijske podatke, včasih bo samo tisto, kaj niso zasebni podatki, kaj ni preveč podatkov, ponavadi heširamo podatke iz gostice, dajemo gor, dajemo raw data gor, zgolj zato, da potrdimo, da podatek je odgovor itd. Ampak je spet odvisno od implementacije, tudi kaj je kolega povedal, odvisno, kaj vi želite narediti. In če imate vi off-chain rešitev, torej svojo racijsko bazo, kaj imate šifranke itd., potem je spet na vas naloga, da vaša racijska baza, nove svoje milosti, da pač karkoli masno na tisti stan, ki vi zdržujete. Tisto, če pa nahranite v javnem omrežju kot Ethereum, tisto pa spet morate zaupati, da bo ostalo. Če ne, pa spet implementirate svoje verzije blockchaina, potem spet vi upravljate tako kot svojo racijsko bazo, ali na svojo bazo boste isto tako blockchain upravljate. Tako da, načeloma, ne vidim tu težave. Hvala, da se premaknemo, ker počasi zaključujemo, oziroma se premikamo nazaj po te debate. Torej, področje uporabe, kot je torej samo ena izmed podobnih sklik, torej tako imenega blockchain ekosistema, pač je že ogromno. Praktično ni industrije panoge, kjer pač ni bilo projektov na blockchain tehnologiji. Zdaj, bi lahko izpostavili enega izmed teh ekosistemov ali pa industrij, ki se je do zdaj izkazal, v katerem se je do zdaj izkazala uporaba blockchain tehnologije kot nekako najbolj obetavna oziroma smiselna in bi na podlagi tega lahko sklepali tudi, pa bi potegnili neki trend v prihodnosti, da bo to tista industrija, ki bo nekako najbolj smiselna. Na drugi strani odgovora največ tudi poslovnih priložnosti za blockchain. Ker vprašanje za vse, Matjaž Pavček. Jaz ne bi po moje osebno je še prezgodaj za kakršnokoli tovrstne sodbe. Tudi zdaj, če zdaj vidimo, da mogoče ta finančna industrija recimo malo bolj gleda to tehnologijo, je samo zaradi tega, ker pač že neposredno v tem nivoju vidi neko uporabnost, pa tudi zaradi tega, ker morda se je blockchain pozicioniral sam, ali bi v medijih pozicioniral kot neke vrste konkurenca. In pač jasno treba konkurenco zelo dobro spremljati. Mislim, da v tem trenutku spet ni še enostavno je prezgodno, da bi rekel, v teh področjih bo pa odličen. Jaz mislim, da lahko izhajamo največ iz tega, da pač kater problem rešuje, to je problem zaupanja, zdaj pa hitro ugotovimo, da praktično v vseh industrijah to imamo, tako da neko svojo vlogo umemo. Če grem na moj absurdni primer, tudi smo kar naprej leta, da sem poslušal reči, kje bo pa internet boljši. Danes vemo, da vse poslušamo. Jaz tudi ne bi posebej izpostavljal posamičnih področij, čeprav se v Sloveniji večkrat vprašujem nad področjem energetike, na primer se je to pokazalo, tudi vprašanje, če bo šlo tako naprej, glede na to, da je na evropski in na globalni ravni regulacija tam tudi zelo toga, bi pa se drugače vprašal, na katerih področjih želimo uporabljati to tehnologijo, zakaj in s kakimi učinki. Mi se tudi trudimo, na primer, povezovati s to inicijativo Združenih narodov z njihovimi cilji trajnostnega razvoja. Ki poznate, SDG, Sustainable Development Goals 2030, globalni pakt vseh držav, kako želimo ta planet peljati naslednjih 15 let. In tu se, na primer, trudimo zelo navezovati, na primer, konkretno, kaj lahko naredi pri
večje energetske učinkovitosti, kar je na področju boljše dostopne izobrazbe. To usmerja, potem tu investira čas, denar, znanje, da bomo tehnologijo uporabljali za to. In tudi na enem delu, kje je v tem tudi proces stabilizacije, mogoče na globalni ravni. Jaz, ko sem bil v Ženevi letos aprila, je UNCI, to je Evropski oddelek za gospodarstvo Združenih narodov, ki je prevzel neko lastništvo nad tem spoznavanjem blockchain tehnologij, pa potem priprave tudi pogojev za njegovo regulacijo in stabilizacijo. Oni so zelo na začetku. Oni pa potem tudi Združeni narodi trenutno samo mapirajo, kaj se na svetu dogaja, kaj delajo podjetja, kaj delajo države in še zdaleč ne razmišljajo, druga zadeva tako dalje, da bi spravili do nekih resnih postopkov stabilizacije. Tako da jaz lahko ocenujem vsaj 3 do 5 let, da bomo lahko resno o tem govorili, da smo praktično bili s prvem, kaj se na evropski ravni, pa tudi smo bili na Združenih narodih v New Yorku aktivno na eni druge ravnici, praktično so bistveno še bolj vzadni, kot pa večino poprečno držav, to še sledi. Jaz mislim, da ne bi bilo fair izpostaviti katerokoli od teh domen, ker vsaki se je izkazal za neki specifični primer, da sama tehnologija ravno paše, da je res specifični primer. Tudi ne bi bilo fair za tehnologije same, ker če pogledamo nekaj let nazaj, govorili samo o transakcijah kriptovalut, kot je Bitcoin. Potem se je kar naenkrat pojavil tak koncept pametnih pogodb, pa smo kar naenkrat našli tisoče novih use cases, v tem primeru uporabe, kot to uporabljajo. Potem smo mislili, da je to, pa se je pojavil non-fungible token, pa ponovno tisoče novih idej, ki bi se to potem lahko uporabljalo. Kdo nam garantira, da pač čez konc leta ne bo neki novi dodatek samih tehnologij, ki bo spet odprl nova obzorja in nove domene, kjer bi se to lahko apliciralo. Zdaj mislim, da izpostavlja neko domeno ni fair, obstajajo različni use cases, ampak spet pravim za zelo specifične zadeve, ker tišati tehnologijo v katerikoli poslovni proces, mislim, enostavno ni primerno, ni smiselno, ker si podjetje lahko s tem večjemu naredijo škodo, pa korist, kar večina podjetij tudi delo. Početi smo že pri podjetjih, zadnji dobro vprašanje za moje strani. Kaj je važno vse, kako naj se podjetja lotijo spoznavanja, zmenkovanja z blockchain tehnologijo? Kakšni so neki konkretni koraki? Kaj bi svetovali? Torej, predpostavljamo, da je podjetje, ki ne uporablja blockchain tehnologije, kaj so neki smiselni koraki, da preveri ostanje v stiku z priložnostmi in prednostmi, ki jih zagotavlja recimo trenutno blockchain. Moj predlog bil predvsem ta, da usmeriti vire v to, ampak ne enega človeka, ki mu potem zaupati, ti naredi vse, razmisli vse, ugotovi vse, načrtuj vse, porazdeliti te človeške vire, reči, razdeliti, ti si pogled to platformo, ti si pogled to platformo, ti se usmeri v to tehnologijo, specifično, recimo, ti pogled, kaj so spolu decentralizirane platforme, recimo, narediti en krog izmenjav teh zaključkov. Tisto, kar pa je ključno, ko se nabere enkrat vsaj toliko znanja, da se lahko načrtuje nekaj, da se sede in se dejansko začne načrtovati poslovni primer, ki si ga želite spraviti na blockchain. Ker šele takrat, ko si začeli načrtovati in razmišljati, kaj je vse potrebno narediti, da se ta tehnologija vpelje, takrat se boste naučili, kaj ta tehnologija je in že takrat boste ugotovili, oziroma bodo podjetja in zaposleni ugotovili, kaj dejansko leži vse od zadaj, katere ovire so, kateri izzivi so, pa potem seveda tudi prednosti. Ker potem pride do tistega prototipa, ko ste enkrat prišli do prototipa na blockchainu, naprej boste že nagovarjali, potem veste že vse. Hvala. Zdaj, tvoj nasvet, kaj se prišli? Jaz mislim, da najprej poskušati osnove razumeti, kaj bi lahko pomočna, pa se potem vprašati, ali sam to razvija, da bo čakal, da bo nekdo to razvija za tebe, pa da boš ti na tvojem področju poslovanja to uporabno, pa se tudi istočasno potem še odločiti, ali
boš delal neke zgodbe z bicoti ali z nekimi spin-offi, pa z nekimi svojimi rešitvami, ali pa da boš šel, pa da boš ti razumel in uporabil nekaj, kar bi dobil. Tu se mi zdi, da je to. Pa mogoče si te bom tudi reči, razvijati danes rešitev na blockchainu je relativno drago, tako so razvijalci, povpraševanje po tej tehnologiji, po razvijalcih, skupnost še vedno relativno mala v primerjavi za, ne vem, .NET razvijalci. Torej, razvijati sam pomeni danes razvijati celo drago, ne? Je to res, ali je to... Seveda je res, jaz tudi kar poslušam, smo bili vsi zelo navdušeni, da je to slovenski podjetij bilo tako uspešno, da je tudi začelo poslovati. Od začetka naprej se začela sama opozarjati, da je praktično nemogoče biti resne sodelavce, da je cena vsepočna, da je to tudi največji izziv, zaradi tega je tu, se bom zdaj navezal nazaj, bilo vprašanje, zakaj v tem primeru pri hubu, pri izločiščih, to vrstnih konceptih je potrebno nekaj korake narediti za to, da bomo pravočasno lahko usmerili in zagotovili tudi znanje, pa ljudi, ki bodo to lahko delali, ker je pa seveda preverimo govorili samo koncepti. Vem, da tudi pripravlja določene rešitve platforme na tem področju povezovanja razvijalcev z podjetji, ki išče naprimer te rešitve, konkretno na hubu, če lahko pa resno razmišljamo, da bi povezali Evropo pa Azijo, vemo, indijski bazen je zelo močen na tem delu, tudi v enem delu potem ostale države rečne vzhodne Evrope, pa ne na ta način, preprosto odpeljemo in jih pripeljamo k nam, ampak da jih damo v projekte, od katerih materijalov in da izkoristimo to možnost tudi, da je kemija. Zdaj, še nekaj komentar na korake implementacije. Ja, pač po naših izkušnjah, ko smo to delali z projekti ali pa s firmami, najbolj se je izkazal pristop najprej nekega splošnega pridobivanja znanja na v bistvu najvišjem nivoju firme. To ne sme biti projekt, ki ga daš nekam spodaj, da se dogaja, ker to ni projekt, ki posega v optimizacijo nečesa majčkenega. To so projekti, ki bodo spremenili način, kako firma funkcionira, če so primerni, da rečem, da so vedno primerni. In kar pomeni, da mora biti podpora za nekaj takega in s tem tudi razumevanje, mora priti z najvišjega nivoja organizacije. Pač to ne more spontano nekaj nizko nastati. To je prva zadeva. In potem druga zadeva je pa pač v bistvu vse zadeve lotiti iz nekega razumevanja, v kater del posla, v katere poslovne procese oziroma v katere morda poslovne modele, ki obstajajo v podjetju, na katere ta zadeva vpliva in na katere bi lahko izboljšala. Ker tukaj se moramo res zavedati, da se pogovarjamo o disruptivni tehnologiji. To ni nekaj, kar samo izboljša neko malo zadevo. Lahko jo gledamo tako, ampak potem bomo od njih dobili 10%. Če jo gledamo veliko širše, kot kaj nam lahko zadeva omogoča, kako lahko ne nazadnje, ali kako bi morda mi tudi naš poslovni model prilagodili temu, kar nam ta tehnologija oziroma koncepti omogočajo in s tem dobili neko dodano vrednost ali konkurenčno vrednost v trgu, potem je zadeva lahko uspešna. Drugač bo to vsaj na kratki rok, pa ravno zato, ker razvojniki so dragi, vse stvari so zdaj zelo drage in ni šans, da če to gledaš samo kot tehnologijo, ki nadomesti nekaj večnega, se ne bo splačala. In boste v organizaciji dobili povsem napačno povratno informacijo oziroma povsem napačen vtis o tehnologiji, da je v bistvu neuporabna, kar smo videli zelo pogosto, da je za napačnega pristopa se to zgodilo. Hvala. Zadnje vprašanje, da smo imeli vi,
Torej, čas je še zadnja vprašanja. Vas malo stimuliramo, zadnje vprašanje imamo tukaj dve majčki, blockchain Lab Univerze Maribor. Tako da, roza si. To ne pomeni, da se samo za ženske, odvisno je od možnega, kako znam nositi roza, moški lahko zastavijo vprašanje, ali pa zastavijo svojo razpodarjevalko, tako da evo, zadnje vprašanje za daneta majčka, imamo M pa S, tako da tudi to mogoče ne nekaj. To ne znaš. Ja, celo tako. Piše, vse, se tam pare. Gender balance. Ok, različimo. Junak in njo, junak kak. Pa tudi moški noci lady, majčki, to so vse kombinacije smo. To je zato pritiska, to sem zdaj predstavil. Ko ste pravili za pametne pogodbe, mene zanima, imate skupna veliko rešitev, primer ničnosti, pa razveljavitve pogodbe. Ker vi pravite, da blockchain se ne more spremeniti. In to je smart contract največji problem. Vidim teraz. Ok, samo M, ali lady, ali malo moški majčki. Da date perijo, tam potem. Bom jaz začel, pa bom še strokovnjaka poslušal gledati. Oba problema sta trivialna rešitev, samo v pogodbi jih je treba opisati. Ima lahko pogodba ničnost od temi in temi pogoji in smo zmagali. Zdaj, če pa od pogodbe pričakuješ, da bo reševala nepredvidljive situacije, kaj pa bo naredila, če se zgodi to, kar zdaj rešuje nekdo, ki je nad pogodbo brez sodišče, jaz seveda za ta primer pa ne moramo pričakovati do tega. Vedno obstaja. To imamo v naprimer obligacije, imamo obligacijske zakonite, imate določeno načelo. No sej, jaz bom povedal isto, kar vedno povem, ko začnem temo smart contractov. Pač pametne pogodbe, jaz ne vem, kjer CETAC je zmislil ta izraz, ker niso ne pametne, ne pogodbe. Pač to so programi, ki se izvedejo na blockchainu, pika. Če znaš to zapisati v program na res algoritem, potem to tam daš. To ni pogodba. Ni pod pogodba. Normalni ljudje pod pogodba imamo točno neko formo, ki je v nekem pravnem okolju pravno zavezujoča in ima zavišen šans za sodišče. Ne, to ni. Je pa algoritem, ki ga zapišeš, ki se bo zagotovo izvedel. To je to. Če pa ga želim preklicati, pa ga ne morem. Ja, to samo po sebi uniči smisel pametne pogodbe. Da ne more ne sme nekdo pravice je preklicati, ker se zmenila, da se bo zgodila, a ne? Zato pa svoj blockchain drugače zasnovati. Mogoče tehnično komentar, v tej zadevi, ki jaz rad izpostavil, je pametno pogodbo imenujemo pač zelo, poleg etika zelo sporno, napačno, ne vem, jaz smo se to mislili, pa se je domislil, ni pogodba je program, še enkrat čisti program, in dokler bomo pametni pogodba razmišljali kot o klasičnih pogodbah, bomo vedno imeli to težavo enačiti, moramo razmišljati to kot program, ki bo izvedel neko akcijo, brez da potrebujemo neki vezni člen, ki bo še nekaj ima naredil. Takrat je pa program super, ker bo prevedel stavek in naredil neko transakcijo, neko aktivnost, brez da bomo nekaj vmešano zdrave. Hkrati pa bomo imeli zaupanje, da se bo da res tako izvedeno. Takrat je to program, zaupanje vreden program, da ste tako rekel. Druga zadeva pa je ta, da obstajajo mehanizmi, da ne mogoče, če to bo vprašanje, da če tudi je pogodba sprogramirana na način, kot je, da se potem lahko spremeni, če se že pri zasnovi načrtovanja ene take pametne pogodbe, tudi tako pripravi, da boste lahko kasneje nadgradili pogodbo in njene elemente zamenjali, oziroma na začetku mora biti tako narejeno. Glede, zdaj bomo primer, Allianz testira, na primer, moja claim za primer, zavarovanje za primer samo 9 let. Gremo na internetno stran, želim skleniti zavarovanje, potem pa želim preklicati. Vsekakor. Izvedla se bo transakcija, ampak
vi morate razumeti, da Allianz bo še vedno poslovala pod zakoni pretekle poslove. To ne bi vse jasno naprej. Se pravi, transakcija se bo izvedla in če se bo po napačni poti izvedla, bo še eno sodišče tisto, ki bo razsodilo za ponovljanje teh kriptovalut ali fiat tega koli. Žal ne živimo v popolnoma kripto svet. Je pa mogoče ena pozitivna osnost, ki jo je EOS platforma popeljala, ko imate behavior context. To so pa dejansko, mogoče nalažite, da vam tako razložim program, ki se ga programira tako kot je, in hkrati ob temu, če naredimo tekstovno datoteko, ki dejansko razloži, kaj ta pametna pogodba naredi. In potem vi, kot uporabniki pogodbe, samo vnašate parametre, recimo jaz in vi primek, se sami kot parametre pogodbo. Dovoljujem, da se takrat in takrat parametre strani pametno pogodbo, sredstva nakaže tej in tej osebi parametre v pametno pogodbo. In ko potem vi to pogodbo sprogramirate, ko se skompilirana pogodba strani v virtualno mašino Delosa, se hkrati tudi ta tekstovna datoteka, ki je potem tekstovno zavezujoča tudi zbrano, se točno ve, kaj je smisel te pogodbe, tudi strani v blockchain in da pride do kakršnega koli nesoglasja, da jaz nisem tega hotel tako narediti, se pa vsaj vidi tekstovno, da če nisi mislil, si pa vsaj imel tekstovno napisano, kaj se bo naredilo. Tako da si ne moš potem reči, ne, jaz nisem mislil, da to deluje tako, ali pa da se bo to zgodilo tako in tako. Ampak je pa predvsem skupaj pomembno, da zdaj odvisno, katere cilj iščemo. Zdaj, ali iščemo ekvivalent trenutnemu sistemu, torej da lahko s tem nisem tako mislil, in imam višjo inštanco, ki potem ad hoc o tem razsodi. Mislim, za tisti primer pogodbe o zavarovanju, če hočem prehicati, ja, v redu, sam spišem tak program, ki ima funkcijo prehiči in se ga bo prehicalo. In bo meni kot, ne vem, Allianz bo dal pogodbeno kazen 5%, pa ostali 95, ali pa kaj vzem. To ni problem. Sam, kot vsak drug program je treba naprej predvideti. Zdaj, povedajte, da... Jaz predlagam, da se ne bomo predolgo stavili na diskusiji, boste še tukaj v slavi nadaljujemo diskusijo, ki je tu še vprašanje, Ok, to je vaše vprašanje, če lahko odgovorite na to vprašanje. Dokončno. Zdaj, se pravno, da se ukvarjajo z blockchainom. Ne, dejansko, tako je že pisal, oziroma sokodača želimo reka, problem pa smart contractov je že v tehnologiji, da se to čisto napačno razume. To ne je kontrakt, ne smart. To je pač program sokoda. Zdaj, kaj se tiče pa, kot ste vi rekli, popravila, recimo na par govori in tako naprej, tukaj imamo dejansko tudi problem, ki ga imamo generalno na, pač pa ne samo v blockchainu, ampak tudi pri vseh teh elektronskih platformah, recimo s pregovoritev in tako naprej, da ta stik med realnim svetom in digitalnim. Tukaj ni zdaj neke rodotesne solucije, ki bi omogočila za zlorabe. Druga zadeva, ki pa je, ki pa v bistvu malo kontradiktorno, recimo z konceptom blockchaina, ki je katerega ena od oblik, tudi s novosti je nespremenljivost ledgerja, je bil potem, da če mi naredimo potem zadevo tako, da lahko na kraju popravljamo, smo v bistvu sesuli eno od temeljnih dobrih lastnosti blockchaina. Se pravi, če potem damo, da eno inštanco, se pravi, centralno korporateto, ki lahko posega blockchain, smo pošli na začetku. Se pravi, možete tako, ki lahko pa potem vendar ne zadevo. Hvala za komentar. Zaključili smo s komentarjem našega gosta. Jaz na tem mestu se zahvalil vsem trem, ki smo super debato. Eno